Pomoč! Pomoč! Hej, imaš kaj početi, kaj naredi to danes tega, nehaj, ne moreš. Do it now! I'm not doing Stop it, anything! Ne moreš biti pijan, lulat v vedra z ledom, kričat na varnostnike. V zaporu bi se imela bolje, zaradi vas sem tako nesrečna. Je 1. april 2025, ko poskušajo policisti ustaviti 33-letnega Matthewa Richardsona, vendar ta noče ustaviti. Posnetek iz kamere na armaturni plošči prikazuje, kako Richardson divja skozi parkirišča in stranske ceste ter vodi oblasti v divji pregon, ki se razteza v drugo okrožje. V pregonu sodeluje več patruljnih enot in več poskusov prisilnega ustavljanja, saj se policisti trudijo ustaviti Richardsona. Po več poskusih policisti končno ujamejo njegovo vozilo in ga aretirajo. Richardson je obtožen hudega bega pred policijo, upiranja aretaciji in nevarne vožnje. Je 27. januar 2025, ko floridska prometna policija poskuša ustaviti voznika, ki se obnaša nenavadno, ustavlja, pospešuje in med vožnjo odloži potnika. Gledaš kot rekvizitni sanjač. Istega voznika kasneje identificirajo kot 36-letnega Keitha Devereauxa, oblečen pa je v enodelni pajac z motivom dalmatinca. Hitro in potem ga bomo odpeljali v bolnišnico, kjer bodo vsi zraven. Ne vem, o čem govoriš. Ne mislim, da je mrtev. Počakaj, poglej tam spodaj. Dajmo ga samo ustreti.
Ustrelite ga! Ustrelite ga! Kje so jih stresali z električnim paralizatorjem? Prepričujemo se, da O moj bog, ne, ni nobenega. Prav, končal sem, imamo. Ne želiš pelet, ja. Ja. Kaj ne vas bom tja? Ne slišim te človek, samo poskušam pogledati svojo nogo, pa še tega ne morem. Ne, mrate manj človek, grem, ne vem kam grem. Imamo kup orodja. Ja, ima tudi psa, ampak bo moral dobiti šive, ker ga je pes ugriznil. Hej, sprosti se, imamo z njimi vsi skupaj borili. Ja. To je velika varnost, oprosti. Hej, šef, veš, če so našel moj telefon sinoč? Kolikor vem, ne. Edina stvar, o kateri govoriš, je iz tvojega tovornjaka. Ja, moj telefon je ali v mojem tovornjaku ali nekje na poti nazaj sem. Ja, ne da bi vedel. Edina stvar, za katero vem, da je bila vzeta iz tvojega prtljažnika, je pripomočki za uživanje drog in stvari, ki so zdaj v zadnjem delu mojega avtomobila. V redu. Šerifov pomočnik ti želi prinesti stol, ampak medtem lahko iztegneš noge naprej. Hvala lepa. Kaj za vraga je narobe s tvojimi gležnji? Ja, So popolnoma zafurani. vidim to, ampak Imajo odprte rane. to ni od danes, to so starega, ne. Ja, večina jih je starih. Redu, prav. Lahko vstaneš ali potrebuješ pomoč? Policisti pravijo, da Deveroux zavrnil sodelovanje in pobegnil z prometne kontrole, preden so ga končno prijeli. Bil je aretiran in obtožen bega in izmikanja policiji, nevarne vožnje in upiranja aretaciji. Je 1. maj 2024 malo pred 3 uro zjutraj, ko policija Belle Isla najde moškega, ki spi v svojem vozilu ob strani ceste. Policisti poskušajo dobiti njegov osebni dokument, vendar voznik, znan le kot Carlos, večkrat zavrne, preden končno sodeluje. Smo ga samo klicali. Ja, hoteli mi je pomoč, sevdamet. V redu, imaš svojo osebno izkaznico? Torej, če je ne potrebuješ, smo v redu. Ja, lahko vzamemo tvojo osebno izkaznico, to je v redu. Ja, če je ne potrebujete, smo v redu, gospod. Prostite. No. Kot sem rekel, bomo vzeli vašo osebno izkaznico, prav? Ja. Smo v redu, gospod. Kaj? Recite, da smo v redu, gospod. Hvala. Ja, ne, ampak potrebujem vaš osebni dokument. Ste me pravkar poklicali sem zaradi tega? Ne, govoril sem z drugim gospodom Wilsonom ali Wilkinsonom. Police is Matthews. Mislim, da je to njegovo ime. Ja, bom odnesel vaš osebni dokument. Dajte mi vaš osebni dokument. Si v redu, prijatelj. Luč je tam čez in je kot. Moje svetle oči so zelo občutljive. Tvoje oči so zelo občutljive. Moje oko. Je zelo Občutljivo. V redu. Na kaj? Na svetlobo? Ja, v redu. Ker je svetloba tam, ti pa si še vedno takšen. Ne razumeš, kako občutljivo je. Moje oči naj bi bile pri 15 ali 20, pri vsakem tipu. Moje oči so utekle do 89. In še vedno je nadnormala. In ta svetloba ga drži. Torej, tudi če svetloba ni v tvojih očeh. Gospod, prosim, sem ljuden. Ja. Tudi jaz sem. Postavljam vam preprosto vprašanje. Tudi če ni svetlobe v tvojih očeh. Te moti. Tudi če ni neposredno v očeh, so zelo občutljive. V redu. Torej, bi se strinjal, da je ta luč podobna žarometu na drugem vozilu. Ne, ta luč je nekoliko močnejša. Ne? To je enako kot žaromet na vozilu. Ko se približujejo žarometi, jaz pogledam v stran, ne gledam neposredno v žaromete. V redu. Ja, in to. Ja. Če te moti žaromet, ne vem, če bi mogel sploh biti zunaj. Sem na avtocesti in vozim. Nisem konflikten, gospod. Svetloba me posredno moti v oči. Ne, seveda. Ja, ne. To sploh ni konfliktno, to je le preprost pogovor. Povedal mu bom, ker bomo morda morali. Morda te bomo morali prijaviti, za tega pa ne potrebujem. Bom naredil. No, Če ne vidiš žarometov, ki prihajajo proti tebi, človek, mislim, da je to precej nevarno. Tako da mu bom povedal. Opozoril ga bom, prav? Nikoli nisem rekel, da ne vidim žarometov, ki prihajajo proti meni. Zdaj si izmišljuješ in delaš stvar še slabše. No. Samo sprašujem te, to je enakovredno žarometu. Ti pa praviš, da je zate premočno. In še obraz ti ne sveti. Torej, če ti prihajajo nasproti drugi avtomobili, si le varnost za druge udeležence v prometu. Ta luč je v mojem srcu. Ne. Luč je točno tam, kjer je zdaj. V redu. Prav, tukaj. Posem je za nas.
Ja, zagotovo ga lahko zavohate. Tudi, luč je bolj usmerjena proti njegovi armaturni plošči kot nanj. On je kot. In jaz sem kot, on pravi, da ima težave z lučjo. In jaz sem kot, tudi če ni neposredno obraz, je rekel, ja, njegove oči so izjemno občutljive. Tako sem rekel, ta svetilka je enakovredna žarometu drugega vozila. Rekel sem, kot policisti imamo možnost, da jim povedal sem mu, da mi... Kazal sem na armaturno ploščo, ne nanj. Kaj ste mu povedali, da imamo možnost, da ga pošljemo, da ponovno opravi izpit za vozniško dovoljenje? Ne, nisem razložil. Ja, to sem mu razložil, zato sem rekel, če ne vidiš žarometa, ki prihaja proti tebi in si po noči na cesti, potem verjetno ni varno, da voziš, če praviš, da te luči tako motijo v oči. Potem je rekel, ne, ni luč in postal je jezen. In sem rekel, no, kaj je potem? Ne moreš videti, ker je luč premočna in imaš težave z očmi, o katerih govoriš, ali pa na koncu koncev ne more biti oboje. Če ne moreš videti žarometov, kaj je enako kot ta žaromet, potem te moramo ponovno pregledati. Prav. Bil odločen, da mi tudi tega ne bo dal. Ja, 4-krat sem ga prosil za to. Torej, ja. Ni hotel, rekel je, da je nekje v njegovem avtu. In ali ste ga uspeli najti? In zunaj z vami, gospa se je obnašala, kot da se nekaj dogaja v zvezi s tem. Tako da... Potem, ko policisti zavohajo von po zažganem kanabisu, prosijo Carlosa, naj izstopi iz vozila. On to zavrne, zato ga morajo policisti izvleči ven. V redu, Carlos. Torej, v redu, šef. Torej, naredili bomo takole. Izstopite in pridite z mano, prav? No, ne sprašujem. Posnetek telesne kamere pokaže, kako se Carlos bori s policijo in poskuša pobegniti, preden ga obvladajo in pridržijo. Nehaj se ga ti. Ne, nišče ne sega po ničemer, gospod. Pravim vam. Lahko samo pokličete nadrejenega. Prosim, gospod. Ne, gospod. Ne, gospod. Ne, gospod. Carlos, to je nezakonito. Gospod, prosim vas, gospod, to je nezakonito. Kar mi počnete je nezakonito, gospod. Kar mi počnete je nezakonito. Ne segajte, ne segajte. Ne segajte. Ne segam. Ustavi se, ustavi se. Segaš ven od tukaj. Zakaj? Zakaj? Pomoč! Avto! Poberi se! Samo pomagam! Ne! Pomagajte! Pomagajte! Samo ti si na vrsti! Nehaj! Ti si na vrsti! Nehaj! Pojdi ven! Pojdi iz avta! Pojdi iz avta! Pojdi iz avta! Gremo! Gremo! Iz avta! Gremo! Ne bom! Ne! Ne bom! Ne bom! Ne bom! Stoj! Stoj! Esto! Pojdi ven iz avta! Na pomoč! Na pomoč! Na pomoč! Na pomoč! Na pomoč! Ne poskušam pobegniti! Ne poskušam! Pojdi ven! Ven iz avta! Ustani! Jaz sem zad! Tukaj sem! Pojdi ven iz avta! Ustavi! Prosim, gospod! Prosim, gospod! Imate kaj v ustih? Kakšne zdravstvene težave? Vse je tvoje! Tež! Daj roko za hrbet. Veniz! Ustavi se! Ustavi se! Moj šef, primite ga za roko! Ja. Lahko ostaneš? Primite ga za roko. Matej, nisem zadovoljen. Ne, Nisem bil sklonjen čez avto. tega nisem naredil. Zrekel me je iz avta. Gospod, moj zapestje. Ne premikam se, ne upirite se. Ne, poglejte, kaj delate z mojo roko. Rekel sem vam, da nisem pozen. Povedal vam bom samo enkrat, prav? Gospod, ne zabavam se, naredil bom, karkoli zahtevate. V redu, zdaj te bom spravil po konci in ne naredi ničesar neumnega. Prav, v redu. Na 3, 1, 2, 3. na vaši strani sem, gospod.
Gospod, počakajte, prosim. Polil sem kavo, kaj narobe? Na mojem zapestju. Moje rame. Prosim, gospod. No, gospod, prosim. Vem, Daj mi trenutek. Pojdi. pojdi, moje zapestje. Čigav je ta avto? Tvoj. Ja. Kje je tvoj? Začnimo. Tukaj. Stani. Rekel sem, kako naj? Ostani tam. Rekel sem ti, lahko narediš, kar hočeš. Prosim. Rekel sem ti. Ne morem. Ja, ne morem. Tu je konc moje noge, gospa. Prosim. Moje zapeške. Ne morem. Ni moja noga. Ni mišljeno, da je udobno. Gospod, držite mojo nogo. Poskušam, nisem. Tega ne bom storil. Potem pa vstani. Če lahko premakneš nogo, prosim. V redu, hvala. Razširi stopala naprej. Tako. Saj še malo bolj razmakne noge. Kaj ti je všeč? Naprej. Stoj tam, prav? Imaš kaj v žepih, kar bi nam lahko škodovalo? Nekako. Pitaš ga. Ne, v redu. Nisem si bil všeč. Prosim, gospod. Nažalost, lisice niso narejene tako, da bi bile udobne, tako da mislim, da je to pač način, kako jih nataknejo. Nataknejo jih tako, ker je pravkar policist pritekel, ker ste dali lisice gor. Ne, gospod. Jaz sem umiril celo situacijo. V tistem trenutku sem poskušal reči karkoli, prav? Poskušam prodati 50 avtomobilov. Sedim v parku in ta tip me je vrgel na tla. Preiskujem ti žepe, lahko me poškoduješ, lahko me zabodeš. Ne, gospod. Ta preiskava je nezakonita. Ta preiskava je nezakonita. Moral bi pripeljati nadzornika sem. Nisi me poučil o mojih pravicah. To je nezakonito. Potis ga, sprav se noter. Tako, to je to. Zdrži. Dej no, gor. In? Nočem ga uporabiti, prosim. Pravica, poslušaj. Ne morem, ker nisem jaz tukaj glavni, prav? Pazi na noge. Njegove obtožbe ostajajo neznane. Je 7. februar 2024, ko naj bi ženska z avtomobilom prebila vrata na oporišču Patrick Space Force Base. Dva, postava bomborica na 85 in US-1, za vsak slučaj, če zavija proti zahodu čez most. Ta ženska, kasneje identificirana kot Krišna Janovski, je obtožena nasilnega odvzema vozila, v katerem je bil njen 4-letni sin še vedno na zadnjem sedežu in pobega z njim čez okrožji Brevard in Indian River. Policisti uporabijo ježke za predrtje pneumatik in z vozili zaprejo pot vozilu, kar prisili postanek, nato pa aretirajo Janovski, potem ko poskuša pobegniti peš. Naj vidim njene roke! Na tla, zdaj pojdi na tla. Podrite jo! Pojdi na tla. Njen sin je varno odstranjen iz zadnjega sedeža. Živje, srček, kako si? Ti je hladno? Oprosti, draga! A ti lahko to dam čez? V redu, počakaj, naj ti to snamem. V redu, samo preverjamo, če je v redu, prav? Draga, pridi sem. Vzemi svojo odejo, prosim. Wow, v redu. 20 mil. To ni tako slabo, prav? Ali imaš rada sladkarije? V redu. Si na kaj alergična? Na kaj si alergična? Le, veš, v redu. V redu, naj te premakne malo pred nas. Je z mojim sinom vse v redu? Da, gospa, z njim je vse v redu. Sem namestnica šerifa Perez. Sem iz šerifovega urada okrožja Indian River, prav? Moram vam prebrati vaše pravice. Imate pravico molčati, vse, kar poveste, se lahko in se bo uporabilo proti vam na sodišču. Imate pravico govoriti z odvetnikom in imeti svojega odvetnika prisotnega med zaslišanjem. Kaj je povzročilo vse to? Zakaj se je to začelo? Tukaj je. Torej, moja sestra se je očitno zapletla z nekom, ki je prodal droge ali kaj podobnega. Jaz nisem vedela. In potem so slikali, ker nisem dojila in sem slikala z njo.
In kot pleskarska dela? Ja. Oba moja starša sta pleskarja, tako da sva pleskali to hišo. Ta tip me je poskušal 3-krat spraviti na tla. Nocoj? Ne, v redu. To je bilo preden sem odšla. In od takrat, ko se je to zgodilo, me ves čas preganjajo. Kaj misliš s tem, da te spravijo na tla? Da te spravijo na tla, kot da te pritisnejo ob tla, da ti škodujejo? Kaj? Ja, zgrabili so me z lestve, me dali na tla 3 ali 4-krat, me prijeli, na koncu sem odšla in potem se nisem več vrnila. Ampak potem, ko sem odšla, so mi grozili. In tam je bilo... Rekel je, veš, običajno dobim, kar hočem. In vse te stvari, in potem so mi samo grozili, rekli so, spravi se iz mesta. In potem, ko sem poskušala oditi iz mesta, so se okoli vozili preprodajalci drog in Mike je bil z mano, vse je videl. Moj oče je vse videl. Med vožnjo nazaj od očetove hiše do sem so z mano po avtocesti vozili veterani. Kje živi tvoj oče? Moj oče? Oprosti, imam spet lase. Tukaj, pomagala ti bom, če nimaš nič proti. Ti je v redu, če to naredim? Ja. V redu. Odkot si rekel, da si prvotno? Prvotno sem iz Južne Karoline, potem sem živela v New Yorku, ampak smo živeli v Melbourneu. Potem sem ugotovila, da se dogajajo čudne stvari z mojim sinom in moškim, s katerim smo živeli, zato smo odšli od tam. Kaj misliš s tem? Kot naprimer spolno čudne stvari. Se je kaj zgodilo vašemu sinu? Ja, kot naprimer spolno čudne stvari. Prijavila sem to v šoli in vse to. In končno so me umaknili z pogojnega nadzora, tako da zdaj naj bi lahko odšla. Ampak potem sem šla tja, kamor naj bi šla. In tam ni bilo nikogar. Kaj misliš s tem, da si šla tja, kamor ne bi šla? Šla sem k prijateljici domov. Kateri prijateljici? Moj prijatelj Mike. On je edini, ki je bil vedno ob meni. In šla sem k njemu domov, ker je to res edini kraj, kjer lahko ostanemo. In potem ga ni bilo tam in ni odgovarjal na vrata. Rekel mi je, da je ključ pod vrati. In na telefon sem dobivala vsa ta sporočila. In moja sestra pravi, da me je klicala in vse to, ampak potem nihče ne odgovarja na telefon. In ne vem, dogajajo se res čudne stvari. Dogaja se. Torej, kaj je potem pripeljalo do nocojšnjega incidenta? Nocoj sem šla tja. In kam je to tja? Šla sem k Majku in sem se pogovorila z njim, preden sem odšla. Šla sem tja in rekel je, ja, tukaj sem, ostala bi tukaj. Ali pa bi prišla tja, ampak sem imela dekleti. Tako da sem nameravala iti tja, prišla sem tja, pa ni bilo nikogar tam. In potem bila sem prestrašena zaradi preprodajalcev drog in policije, če sem iskrena s tabo, potem, kar se je zgodilo zadnjič, ko so me aretirali. V redu. In šerif je bil od takrat, ko se je to zgodilo, vedno ob meni, ko sem odšla in šla k očetu domov. Kaj si naredila potem, ko si zapustila Majkovo hišo? Torej, zapustila sem Majkovo hišo in potem sem šla na vesoljsko postajo. Kaj je na vesoljski postaji? Ali pa ne, zapustila sem hotel, bila sem v Holiday Inn, kjer so bili vsi veterani. Vsi so bili tam, vsi so očitno čakali name. Ne vem, ali so me varovali ali kaj. Tako sem odšla in potem so me ljudje zasledovali, mene. Tako da, ne vem, iskreno sem čutila, da moram zapustiti Pandej in se oddeliti od tistih policistov. Si imela ves čas pri sebi svoj mobilni telefon? Ne, mobilni telefon mi je padel, ker, kot sem rekla, mi je padel na Malabarju. Med bencinsko črpalko in preden prideš na avtocesto, tam vmes, točno tam na sredinskem značilnem pasu. V redu, torej, ko si rekla, da si šla na vesoljsko postajo, kaj je na vesoljski postaji? Ali pa ne v vesolje. No, šla sem tja, ker, ne vem, preprosto sem imela občutek, da se moram umakniti policiji. In potem, kaj se je zgodilo, ko si bila na vesoljski postaji? Ko sem prišla na vesoljsko postajo, sem jim poskušala dati svoje podatke, potem pa so mi rekli, naj se ostavim ob strani. Ampak, kot sem rekla, te ljudje so vozili pred mano kot veterani in podobno, kot da me vodijo. Vem, da se sliši noro. V redu, torej prideš tja, reče ti, naj se ustaviš ob cesti, kaj potem? Rekli so mi, naj grem tja in sledila sem veteranu, ker so, utripali z lučmi in to so počeli ves čas, ko sem se vračala domov. In tam so bili preprodajalci drog na kolesih, ki so me fotografirali, ko si bila na vesoljski postaji. Si šla skozi kakšna vrata, kakšen prehod, karkoli? Ja. Šla sem skozi vrata. Si šla skozi vrata? Si res šla? So ti jih res odprli ali si res šla skozi njih?
Torej ti vrat dejansko niso odprli, si se peljala skozi vrata. Sledila sem tistemu avtu. No, nisem podrla vrat, sledila sem avtu. In ko sem prišla do avta, so se ustavili ob cesti. In potem je tisti moški sedel v tistem avtu. Kateri moški je bil v katerem avtu? Moški je bil v avtu, ki sem ga jaz vozila. On je bil v tistem avtu. Prav. In potem sem se pripeljala poleg njega, ko so me policisti lovili. Skočila sem v avto in svojega sina posadila zadnji. In sem se sklonila spredaj, ker sem imela občutek, da bodo streljali name. Čigav avto je potem to? Avto, ki ga voziš, komu pripada? Tisti avto. Ja. To je tisti avto, ki je bil tam. Ta avto je bil dobesedno pravkar na postaji Space Station. Torej ga je nekdo drug vozil, preden si ga ti prevzela? Ja. V redu. In potem so ga policisti aretirali in mi dovolili, da ga vzamem. Kdo je bil to? Tisti tip? Ne vem. V redu, torej si vzela avto? Ja. V redu, ti je ta tip dal dovoljenje? Dovolil mi je, da ga vzamem, ja. Kako mu je bilo ime? Ne vem. V redu, prisežem. Ne, nimam pojma. In rekla si, da si se samo pripeljala do njega? Ja, pripeljala sem se. Ali si že kdaj prej v življenju videla tega moškega? Ne. Torej, ta moški te ne pozna, pa ti je vseeno pustil, da vzameš njegov avto? Ja. In svojega sina si dala na zadnji sedež avtomobila in potem odpeljala? Ja. V redu. Ko si odpeljala, kaj se je zgodilo potem, ko si odšla? Ne vem. Sledila sem zelenim lučem. Zelene luči. V redu. Si videla policijske avtomobile za tabo z lučmi in sirenami? Bala sem se policije, hotela sem biti s šerifi. No, ali razumeš, da je bil šerif v Palm Bayu pravzaprav tudi za tabo? Ne, tega nisem vedela. Oprosti. Ampak nikoli si se ustavila in dejansko pogovorila z njim. To je pripeljalo do vsega tega, razumem. Ampak lahko se odzovemo samo na to, kako se obnašaš. Prav imaš. In zdaj ti pravim, da potrebujem pomoč. Potrebujem pomoč zase in za svojega sina. Morava zapustiti okrožje Broward. Dogajajo se čudne, res nenavadno čudne stvari. Katero je vaša telefonska številka? Torej, ko ste vstopili v naše okrožje in ste videli še 2 šerifova namestnika za vami, prav. In potem ste imeli prazne pneumatike, ker smo jaz... Ustavila sem se, ko sem videla, da je tam šerif. Iskreno povedano. Prej nisem videla šerifov. V redu, ampak videla si luči in sirene tudi na tej strani, ko si prečkala tisti most v okrožje. Ne, nočem govoriti brez odvetnika, oprostite. V redu, želim, da razumeš, da si aretirana zaradi bega in izogibanja. Prav tako si aretirana zaradi ukradenega vozila in ogrožanja otroka. Ne, očitno tega ne počnem. Ne trudim se biti nesramen. In ne trudim se biti zlobna. Samo ostani v avtu. Trenutno te ne prosim, da se premakneš, prav? Zakaj? Janovski je obtožen bega in izmikanja organom pregona, velike tatvine avtomobila, zanemarjanja otroka, nepooblaščenega vstopa na vojaško območje in poškodovanja državne lastnine. Je 13. februar 2025, ko poskušajo prometni policisti v okrožju Broward ustaviti motor, ki drvi po cesti Griffin Road. Voznik, kasneje identificiran kot Francisco Antonio Liscano, ignorira ukaze, naj se ustavi in pobegne, vijuga skozi promet in vozi v nasprotno smer. Opozorilo, da se ustaviš, si slišal? Če ti damo opozorilo, da se ustaviš, se ustavi, prav? Rezno, v redu, odidi. Dokaj jaz rečem. Imamo večji primer, gremo na 1899 iz križišča. Gremo proti severu na naš. Oči!
Skušam dobiti posnetek, ampak imam občutek, da ne morem. Brad. Tukaj Mejski, sporočam vam, da nadzorujem usmerjevalni program. Tukaj QA, kakšna je vaša? Prišel te bom iskat čez približno 1 uro. Prišel te bom iskat čez približno 1 uro. Smer to je 1. Ja, komaj čakam, da bomo vedeli, kaj bomo tukaj dobili. Mislim, da je to Delta Mata 18. Liskano prečka sredinske črte, vozi v nasprotno smer in na koncu trči v policijski avto, nato pa pobegne peš. Policisti ga ujamejo in ga aretirajo. Domnevno prizna, da je pobegnil, ker je imel v torbi marihuano, čeprav so našli le ostanke. Ne mislim resno, ne mislim resno. Ja, še vedno imamo 10:28 na tebi, to ti pokažem na desni, ko ga dobim. Tako se stvari dogajajo v tej državi. Zapisniki kažejo, da mu je bilo vozniško dovoljenje začasno oduzeto. Ni imel dovoljenja za vožnjo motorja. Motor, ki ga je vozil, pa je bil prijavljen kot ukraden. Februarja 2024 se namreč namestniki šerifa Browarda odzovejo na pretresljiv prizor na letališču Fort Lauderdale. Moški, popolnoma gol in očitno pod vplivom alkohola, se sprehaja po terminalu. Osumljenec po imenu Martin Eutimov noče sodelovati, ko se policisti približajo. Moje ime je Matthew. In to gre gor. Kaj je on? To skusimo. Te spraviti ven? Ven? Ja, moramo te spraviti ven, ne moreš biti tukaj. Daj no. Dej no, pa skrbeli ti bomo plašč, dej no. Pridi sem, priskrbeli ti bomo plašč. Ja, zunaj, tukaj, ima plašč. Kako ti je ime? Kje je ta avto? Cel avto je tam zunaj, videla boš tega, v avto. Daj no, pojdimo po tej poti. Anžela. Moje ime je Anžela. Daj, pojdimo. Daj. Ja. Pomoč! Vzemimo to. Kolega, v redu. Počakaj. Ja. Jajca za to. Hej, sam poklič me, lepo. Gasilski tovornjak bomo v 294 je to. Prazno? Polisirno igrišče. Ga želiš obrniti? Ja, to moramo poskusiti narediti. Je. Poglej, če lahko. Poglej, ali lahko umakne roko. Da imaš, nikamor ne gre, verjemi mi. Drži ga, naj bo enostavno. Skoraj, vse je v redu. Lahko bi to gledal zavedno. Nikamor ne gre. Viki, nikamor ne greš. Zato ne skrbi. Pridi proti meni. Mislim, če želiš, da se sprosti.
Vik, naredi mi uslugo. Ni se ti treba boriti proti nam. Dejno. Dejno, vzem. Hvala, fantje. Ne morem, ne. Kristus. Thank you guys. I can do it. Boliho me? Boliho me? Ja, oni. Lisice. Ja, lisice. Lahko. Zrahaš. Ni. Dej gol, ja. Mislim, da ti bo ljuha padla. Ja. No, bom jo prijel z te strani. Ne bo bila na ta način. Stopala. Če ga ne potisneš gor, ne bo šlo. Bo. Bro, zdaj je tako lepo. Lahko vsaj desnega, prosim. Ne morem ga premakniti. Moraš vstati. Ja. Moraš vstati, da to narediš. Moraš vstati. Lahko stanem? Ja. Jo. Lahko ostaneš? Ja? Ja, lahko ostaneš. Zamahi. Pomakni se tja. Ja, vidiš, ti gre. Mislim, da ja. Skrbi me, če tega ni vaš. Evtimov je bil aretiran, potem ko se je upiral organom pregona. Zdaj se sooča z več obtožbami, vključno z napadom na policista, upiranjem z nasiljem in kršenjem javnega reda in miru. Je 11. maj 2022 malo čez 23. uro, ko namestniki šerifa okrožja Broward ustavijo Ford Focus v Tamaraku zaradi sumljivega vedenja. Voznik, kasneje identificiran kot 38-letni Tukori Wilton Chichester, trdi, da je suveren ameriški državljan in noče spustiti oken ali zapustiti vozila. Dajte mi vaše vozniško dovoljenje in prometno dovoljenje. Nimam vozniškega dovoljenja, nimam prometnega dovoljenja. Nimam vozniškega dovoljenja, nimam prometnega dovoljenja. Kaj ste rekli? Ni vam treba voziti z vozniškim dovoljenjem. Nimate prometnega dovoljenja. Kaj torej počnete? Nimam pristojnosti, ne vozim. Montujem. Človek. V redu, naredi mi uslugo. Izstopi iz vozila. Ugasni avto in izstopi iz vozila. Ugasni avto in izstopi iz vozila. Mi boš res tukaj kršil pravice? Da. Ugasnite avto in izstopite iz vozila, gospod. To je zadnjič, da vas za to prosim. Dal sem vas svojo osebno izkaznico, človek. Izstopite iz vozila, gospod. Resnično kršite pravice državljana. Potrebujete vozniško dovoljenje Floride. Ne tega. Ne vozim. Gospod, v redu? Nisem pod vašo pristojnostjo. Izstopite iz vozila. Lahko pokličete svojega nadrejenega. Moja pristojnost je okrožje Broward. Lahko pokličete svojega nadrejenega. Izstopite iz vozila. Lahko pokličete svojega nadrejenega. Zadevo si boste zelo olajšali, če preprosto izstopite iz vozila. Poslušajte. Lahko pokličete svojega nadrejenega. Samo izstopite iz vozila. Prosili smo vas že več kot enkrat. Prosili smo vas že nekajkrat. Lahko pokličete svojega nadrejenega. Gospod, izstopite iz vozila. Ne bom izstopil iz vozila. Za vožnjo v zvezni državi Florida potrebujete vozniško dovoljenje. Imam vozniško dovoljenje, ne potrebujem registracije, ničesar od tega ne potrebujem. Gospod, izstopite iz vozila. Svetovalčeva pristojnost. Na mojem oknu. Prinesi mi telefon. Pojdi iz vozila. Izstopi iz vozila. Pojdi iz vozila, gospod. Pokliči svojega. Pokliči svojega nadzornika. V redu, to je zadnje opozorilo, da izstopite iz vozila, prav? Lahko pokličete svojega nadzornika zame. Gospod, če ne boste izstopili iz avtomobila, vas bomo mi odstranili iz avtomobila. Ste razumeli? Prosimo vas, da stopite kar k zadnjemu delu vozila. Lahko to naredimo po lažji ali težji poti. Vi izberite. Da mi boste kršili pravice. Nihče ne krši vaših pravic. Kršite moje pravice, ko mi govorite, naj izstopim iz svojega vozila. Prav. Torej kršim vaše pravice. Izstopite iz vozila. Ne smete kršiti zakona. Stari, izstopite iz vozila, gospod. Pokličite svojega nadrejenega. Ne bom poklical svojega nadrejenega. Izstopite iz vozila. Pokličite svojega nadrejenega. Ko izstopite iz avtomobila in stopite se na zadnjo nadrejenega. Želimo se govoriti z vami zunaj avtomobila. Potrebujem nadzornika. Tukaj takoj. Potrebujem nadrejenega. Tukaj takoj. Takoj. Ne bom izstopil iz svojega vozila. Da, zapuščate svoje vozilo? Ne bom. Pokličite svojega nadzornika zame. Gospod, to je zadnjič, da vas bom vprašal. Pokličite svojega nadzornika. 4 od 7. 4 od 7. Pokličite svojega nadzornika. Ker kršite državno, sploh nimate razloga, da me ustavite. 94 na mojih 120. Kakšen je bil vaš utemeljen razlog, da ste me ustavili? Nimate vozniškega dovoljenja. Poslušajte, niste imeli razloga, da ste me ustavili. To je zaradi poročila o svoji nesreči, ki sem ga vložil prej danes.
To ni nobene težave, nobenega utemeljenega razloga z vaše strani. V redu, poklical bom svojega nadzornika, ko izstopite iz vozila. Nisem izmišljotina. Pomočniki šerifa odprejo vrata in potegnejo Chichestra iz vozila. Nisem podvržen zakonu v barvi, sem državljan. Dajmo, fantje, ne premikajte se, 4 FT. Bomo imeli še enega. Številka 1, imate žensko na območju? Ima psa, visoka je med 155 in 178 cm. Ujde mi ga. Videla sem 22, to je vse gre na 56 milijonov, plačujem za ta avto, da pride v 20 minuta. Imaš še koga v avtu? Ne. Ali želiš vzeti armaturno ploščo iz 17? Mislim, da ne. Ali želiš vzeti armaturno ploščo 7? Zapisniki kažejo, da je imel neizvršene naloge za prijetje in začasno oduzeto vozniško dovoljenje. Ko je bil v pridržanju, je grozil, da bo na lastnino pomočnika šerifa vpisal zastavno pravico. Zdaj se sooča z 10 obtožbami, vključno z več obtožbami zaradi groženj javnemu uslužbencu. Je 22. junij 2023 v Port Charlotteu na Floridi, ko se šerifovi pomočniki odzovejo na prijavo pijanega voznika v bližini Charlievega bara na North to Miami Trail. Voznico, kasneje identificirano kot 37-letno Kelsey Lyon, najdejo v njenem vozilu z nogo na zavori, pri izstopu pa deluje nestabilno. Gospa, pozdravljeni. Prosim, ugasnite motor. Prosim, ugasnite avto. Nehaj. Ja. Zakaj voznaš, če si pil? Zdaj grem domov. V redu, vidim, da si trenutno zelo pijan. Govoriš nerazločno. Tukaj si v baru. Pravijo mi, da si se spotikal ven od tod. Kome si parkiral avto? On se to pravja. Pravzaprav... Pogovori se z njimi. Oni so me poklicali. Kome stojiš na nogah? Si prepričana? Ja, sem. Prepričan sem. Si prepričana? Prepričan sem. Pojdimo se pogovoriti z njimi. Nismo... Ne bomo šli govoriti z njimi. Tega ne bomo naredili. Ajde. Jaz grem. Gospa. Kelsey naj bi se oddalila od namestnikov šerifa, zavračala ukaze naj se ustavi. Nato pa so jo po boju in brcanju proti policistom pribili na tla. Prosim, ne. Hej. Ne govori z mano. Nič ne delam. Nehaj, ali boš. Nehala bom s tem. 3:34, kdorkoli je na poti. Izvedli bomo ustavitev. Ne, nehala bom, sama bom nehala. Nehaj. Zakaj to počneš? Poj dol, na tla. Zakaj to počneš? Zakaj? Obrni se. Zakaj to počneš? Zakaj to počneš? Pomagaj mi. Grozi tudi šerifovim namestnikom in kriči, da vas bo vse ubila. Zakaj to počneš? Mama. Zakaj si to naredila? Ji boš pomagala? Sem na tam Miami Trail številka 20305. Imam je na tleh. In naredim vse, kar lahko zanje. Ne delaš nič za nič. Pomagaj mi.
Pomagaj mi. Pomagaj mi. Pojdi do Valja. Pomagaj mi. Pomagaj mi. Pomagaj mi. Pomagaj mi. Pomagaj mi. Pomagaj mi. 334, centrala. Imam enega v San Diegu, promet je prost, živijo počasen. Pomagajte mi. 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 Mi lahko pomagate, kaj se dogaja? Pomagajte mi! Pomagajte mi! Pomagajte mi. Pomagajte mi! Kaj potrebuješ? Počakaj ti prejdi. Pomagajte mi! Pomagajte mi! Pomagajte mi. Ona ni vozila. Ne, za mojo mamo. In vi ste me označiti. Ne, kaj? Mila je in... Mila je prišla na avto, ko sem prišel. In rekla, ne ga ugasne in ne izstopi. Splurš, lahko poskusiš razložiti, zakaj sem tukaj? Ja. Začela je bežati pred menoj. Rekel sem ji, naj se ustavi. Ne ustavi se! Točno tako, točno tako. Prijela sem jo, globoko vdihni. Nasloni se nazaj! Nasloni se nazaj. Pomagaj mi. Karkoli potrebujete. Torej, ona... Kje je tvoj avto? Ja, pet ga iskat. Ja, pridi. Imate rokavice, gospod? Trenutno nimam rokavic pri sebi. Mam jih v avtu. Imate tam kakšne palce? Mam. Karkoli pač vi uporabljate. Tukaj je črni maščevalec. Karkoli pač vi počnete. Točno tako. Karkoli že naredite, ne, hej, ne vzemite jih gor. Raje pusti to sranje! Imam to, bom preiskal. Imam to, ja. Pusti malo se. Samo tukaj bomo sedeli. Počakaj, kaj? Končano je. V redu. Končali smo. Ne, ni končano. Sprosti se. Prinesi mojo torbico, ti mali. Sprosti se. Samo se moraš umiriti. Mi bomo vzeli. Jaz bom pa šla pa ti povedala, da sem vzela. Hebe. V redu, ampak ne bomo ga pustili pri tebi, prav? Sprosti se. Spusti to človek. Počakaj. Ne. Gospod, potrebujete. Ker počnete. Prav. Ja, popolnoma sem premislila, kaj počnem. In končala sem. Popolnoma. Gremo. Pogojca, aha. Ty hvala, prašička, ti prašiček. To je to. Želite poslano sled? Ne, prašič. Te boš poškodoval. Počakaj. Ona nas bo zgrozila. Ne, to se ne bo zgodilo. Imaš kakšen problem? Ty hvala, prašička. Čakaj, je čisto zadaj. Poslušaj, tukaj. Poglej ga. Poglej ga. Poglej ga. Spusti. Hi. Opazuj njen obraz.
Šeri, poskusi ga ugrizniti. 3. 7, 3,2, 3,4 velikosti. Uvij vse naokrog, sem 3,2, 3,4, tukaj je velikost 4. Uvijmo vse naokrog, sem 3,2. 3,4, tukaj je velikost 4. Uvijmo vse naokrog, sem 3,2, 3,4. Tukaj je velikost 4. Ti si res neumen bedak. Prisežem pri Bogu, če sem kdaj srečala koga tazga. Ja, dragi. Mister, res, ja, precej prepričana sem, da potrebujem, mislim... Ne poznam njenega imena. Vi imate prevoz. Ali tvoj. Ali je tvoje ime Kelsey? Kelsey? Ali je tvoje ime Kelsey? Kaj želiš? Samo še enkrat preverjam, to si ti. Pelji domov. Redo. No, mora. Moš mi povedati, kako ti je ime, preden te lahko odpeljem domov? Kakšen je tvoj priimek, Kelsey? Jaz sem otrok iz bolnišnice, zato me prosim odpelji domov. Kakšen je tvoj priimek? Kelsey, lahko te odpeljem domov, če mi poveš svoj priimek in datum rojstva? Onega ste me na tla in dali, ne morem iti. Ne govorite z mano. Samo tvoj priimek mora vedeti, če želiš, da te odpeljem domov. Govori z mano, kot da boš naredil, kar ti paše. Ne govori z mano. Prav. Gospod, zagotovo ste policist. Ne govori. Poprosti, draga. Am je pridržan in obtožen vožnje pod vplivom alkohola ter napada na prvega posredovalca. Upiranje aretacij z nasiljem in korupcija z grožnjo proti javnemu uslužbencu. 3. januar 2023 ob 1:18 zjutraj. Ko se policisti iz Clearwaterja odzovejo na prijav o pijani in razgrajaški ženski v baru, policisti naletijo na osumljenko in poskušajo prevzeti nadzor. Policisti žensko obvladajo in pridržijo. V redu. Ja, smo na vrhu. Drugo nadstropje. Ven, ne. To je vse, ni šans. Ne, to je vse, kar lahko vidiš. V redu si. Kaj je? Ni šans, se hecaš. Ni šans, se hecaš. To je dobesedno najhujši trenutek, ti moški so me dobesedno napadali celo noč. Ne, to... Gospod, res vam pravim, ti moški so me dobesedno napadali celo noč. In v trenutku, ko so prišli, sem se dobesedno branila. Ne, prosim, ne aretirajte me, res vam pravim, to je bil res tist enkrat in sem se samo branila. Res vam pravim, to je bil tist enkrat, ko sem se dobesedno branila in te moški so me dobesedno napadali celo noč. To je edinič, ko se je to zgodilo. Prihajajo še drugi policisti, pogovorili se bodo z vami in vse uredili. Samo počakajte tam za trenutek. Ste v redu? Sem. Zdaj sem tako vznemirjena. V redu je. Zdaj sem samo tako vznemirjena, kot ženska sem edina. Kot ženska sem edina na fakulteti in vsi moški, ki so dobesedno vstajali in mi tako kazali, vsi so... V redu je, nič hudega. Sem nervozna. Sem nervozen, prisežem pri Bogu, če bi bil ženska. Tukaj delam in delam na Semsu. Pripravljena sem iti domov. Samo pravim, resnično si ne zaslužim. Samo pravim, ti moški so dobesedno pili. Res mi je žal, ja, ker mislim, da bomo šli domov. V redu. Oprosti, hotel sem to povedati. In moj ne čakaj, to je v redu, poglejmo. Ja, bomo vzeli to. Poklical bom. Ja. To bomo vzeli. Ja, vzemo to zdaj mojo odvetnico takoj, dajte ji. Daj ti telefon. Poklicala bom svojo odvetnico takoj zdaj, prosim. Veste, če tega ne dobim takoj, res, je pač nehala, končala sem. Anton. Rekli so ji, naj odide, ker je bila malo opita. In bila je malo počasna pri tem. Pogovorili se bomo čez trenutek.
Ne bom si zdaj zapisal tega. To je on, ti si. Kejha. Govori, jaz sem tvoja odvetnica. Imam odvetnico na telefonu. Sam iskrena sem trenutno. To je jebena neumnost. Vsi drugi moški so se obnašali noro. Prav? No. Šli bomo nazaj gor in se pogovorili z njim, ampak veš, kaj se bo zgodilo? Upam, da res. In veš kaj, daj mi moj telefon, da lahko takoj pokličem svojo odvetnico. Prosim, pravzaprav bi rada zdaj poklicala svojo odvetnico. Ne morem dobiti svojega telefona, da bi zdaj poklicala svojo odvetnico. Ne, tega ne bom naredila. Lahko pokličete Zaka ali Raymonda. Poslušajte, vi ste... Nisem. Dobesedno imam mikrofon v eni roki in tukaj imam zdaj ali kasneje. Hej, pridi nazaj dol. Prav, moj Bog. Prav, torej kaj, še 3 ste bili ujeti tukaj, tako, kot da je tukaj varno. No, očitno se je nekaj zgodilo. Ležiš na tleh. Varnostnik je bil na tabo, torej. Resnično sem. In močno si pod vplivom alkohola. Zato moramo ugotoviti, kaj se je zgodilo, prav? V redu. V redu. Jaz nisem ničesar naredil. Razen tega, iskreno, ta tip je kreten, ne pusti me primer. Hej, počakaj malo, ne nehaj me dotikati. In rekla sem, prosim, nehaj me dotikati. Ja. Ja, ste aretirani. V redu, ampak ali se me lahko nehajo dotikati? Ne. Torej je bil varnostnik na njej. V redu, torej to je ta moj telefon. In to je vse, do kamer sem prišel. Ne, ali dejansko veš, kaj se je zgodilo? Jo damo Milin avto in potem bomo to rešili. Ne, vem, da ne bom šla na zabavo. Ja. Definitivno greš na zabavo. Bom dobesedno zdaj poklicala svojo odvetnico. Prosim, pelj me. Pokliči mojo odvetnico. Vse, kar počne zdaj, samo dokazuje, zakaj smo bili poklicani sem. Prav? Iskreno ne. Zakaj se ne bi obnašala mirno, potem bo vse skupaj izgledalo bolje zate. Prav? Ne poskušam biti nora, ampak res, iskreno. Prav. No, vsedi se v avto. Ugotovili bomo, kaj se dogaja. Prav, ampak samo, če mi takoj daš moj telefon, da lahko pokličem svojo odvetnico, ker sem zmedena. Samo daj mi moj telefon. Šla boš noter, daj mi moj telefon. Tam ga ne moreš imeti. Ne, daj mi moj telefon, da lahko pokličem svojo jebeno odvetnico. Ne grem noter brez telefona. Še slabš boš naredila. Punca, kdaj lahko pokličem svojo odvetnico? Ko prideš v okrožni zapor. Kdaj lahko pokličem svojo odvetnico? Ko prideš v okrožje. Čakaj. Grem z moškimi. Ona je aretirana in obtožena vožnje pod vplivom alkohola ter posedovanja kokaina. Je 12:30 zjutraj, 5. decembra 2022. Šerifovi pomočniki iz okrožja Pinellas se odpravijo v bar v hotelu Beachcomber v St. Pete Beachu na Floridi. Pokličejo jih, potem ko zaposleni v baru odkrije moškega, ki urinira v ledomat v baru Jimmy B's. Ta moški je kasneje identificiran kot 30-letni policist iz Chicaga, Henry Capouch. Šel je tukaj mimo svojo punco, ampak sta šla. Na plažo? Ja, res. Točno tam, kjer je ta posnetek, tja sva šla. Ja, oni, točno tam, kjer je ta posnetek. Ja, so šli, v redu, prav. Tako so zgledali. Kaj se je zgodilo, Jermaine? Potisnili so ga. Ja, še. Potisnili so ga, on ga je odrinil, urniral je v eno od vedrov za led zadaj. Ja, ljudje pijejo. Kako je izgledal? Visok, 200, precej postaven, zadaj obrnjena. Kapa, bela srajca s belimi kratkimi hlačami. Bela srajca. Morda pa rdeč, Lahko pokličeš, moraš. Hej, Jermaine, pokaž mi, kje je ta kreten, brat. Verjetno je na pesku. To je bilo po nesreči. Bog, počutim se tako. Želim si, da bi imel daleč v To je on, prav tam. To je njegova punca. Tam je, pobegnil je. Ko se soočijo z njim, Capouch začne preklinjati in odrine zaposlenega ter varnostnika. Šerifovi namestniki ga najdejo na plaži s punco in ga poskušajo pridržati. Upira se aretaciji, ignorira več ukazov naj sede in še naprej kriči: Hej! Če te dobim, boš najebal. Hej, nehaj. Hej, boš najebal. Spravi se dol na tla. Oba na tla, takoj dol. Jete se mi za to. Te se mi za to. Sem naladen, gremo. Stari,
Dej roke za hrbet. Počakaj, kaj? Dej roke za hrbet. Ti si prasica. Čestitam, dom mi visi za tvojo značko. Oprosti, kaj se tukaj dogaja? Omaknite se, izvolite. Fantje, kaj se tukaj dogaja, ste resni? Vedno misliš, da se šalim, ali? Fantje, kaj se tukaj dogaja? Ste resni, fantje? Jaz zgleda, kot da se šalim. Vi imate tukaj resnično življenje na kocki. Umaknite se. Hej, Kate, hej, umakni se. Umakni se, brat. Ja, zasledili smo ga do te izmenjave z Vincom, prijeli ga bomo. Sam počakaj. Hej, Kate, pomagaj mu. Ne bom tvegal. Fantje, kaj se dogaja? Kate, stopi nazaj, ampak ne govori z njim. Ne, vse v redu. Fanče. Hej. Ne briga me za tvojo značko, stari. Fantje. Smo. Nismo, hej. Stari, a ni to kul? Ne. Skrbi, moja ekipa pehaja. Fantje, kaj noga? Stani. Stajam. Življenje. Ja, to je za vse življenje. Hej. Hej, ustavi se. Hej, počakaj. Nedostojno vedenje. Prehodil sem se po plaži. Pusti me, da gre za trenutek na sprehod. Prijatelj tega ni rekel. To gre. Fantje, tukaj kaj čistite, ali kaj? Kaj se tukaj dogaja? Tista igra. Vaša služba je šala. Kaj, naša služba je šala? Vi, fantje. Tudi vi bi morali narediti isto, kaj ne? Ali zdaj ne snemate, ali kaj? Ja, snemam. Dobro. Gospod, če ste res policist, jim bo tole zelo všeč. Lahko bi stopili nazaj? Hej! Hej, sem stoki nazaj. Kako gremo? Gremo sem? Gremo nazaj skozi bar, kjer si naredil sceno. Vidi. Lahko bi stopil nazaj? Sem v bližini. Sem v bližini. Čakaj. Počakaj moje prekleto zapestje, človek. Jezus Kristus. Moje levo zapešče, moje levo. Popustite mi levo lisico. Tako je. To je vse, kar hočem, da pridem do avta. Imaš ti žalje? Zavdor. Kršitev javnega reda in miru, ja, in odvzem vozniškega dovoljenja. Vi ste pa res. Ja, sedi. Bom sedel. To je šala. Sedi. Me boš tukaj potisnil. Ti si najtrši tip, kar jih poznam. Čestitke. Tukaj, poglej. Ja, si zajebal. Bodi res ponosen na se. Hej, to je četrta postaja, 100, to je 140%. Ja. Prepričan sem, da bi bili res ponosni na te. Ti p***ta. Sedi. Sedi. Če se še enkrat tako ostaneš, bo tu po***ti obrazu. Misliš, da se ta hecam? Brate, sedim na jopa klopi, brate. Zdaj už pa ti na jopa. Sedim na klopi. Tako, brat. Sedim na klopi, človek. Jezus Kristus. Kaj za vraga govoriš? Ja še vedno na klopi, stari. Sedi na klopi. That's just still on the bench, dude. Sit on the bench. Kar naprej se napihuješ. Sedi na klopi. Stari. Sedi na klopi, prekleto. Fantje. Samo sedi na klop. Henry. Poglej me, sedi na klop. Sarge. Sarge. Henry. Tukaj sem. Gospa, lahko prosim stopite nazaj. Počakajte trenutek. Tukaj govorim svojo jebeno punco. Gospa, daje mi veliko navodil, naj se umakne. Stopite nazaj. Fantje, to res ni nekaj, kar bi si kdaj želeli narediti. Kate, stopi nazaj. Ti tipi so se resno spravili name, brez kakršnega razloga. Stopi nazaj. Greš v zapor, zaradi kršenja javnega reda in miru. Ne moreš, ne smeš biti pijan. Lulat v vedra z ledom, kričat na varnostnike, riniti jim v obraz, lulat v vedra z ledom. Stati pred varnostnikom. Hej, ustavi se. Pokaži mi svoj jebeni dokaz tukaj. Pokaži, stari. Če se spet postaviš po konci, kaj za vraga delaš, da spet stojiš? Sedi dol, me boš spet vrgel na tla, sedi dol. Prijatelji. Tukaj. Prijatelji, prav, dobro. Je to policija iz Tampa Beja? To je šerifov urad, okrožja Pinellas. Pinellas, kaj že? Oj, usedi se preko to. Nenehno mi tiščiš obraz v steno tukaj. Ja, če boš še naprej stajal. Nenehno mi tiščiš obraz v steno tukaj. Sem se kaj upiral? Ja, še kar naprej. Sem se upiral. Najprej boš ti aretiran. Brat, umakni se. Ne šovim se. Narednik. Hej, prijatelj, potrebujem, da se za trenutek spustiš, prav? Poslušaj me. Bil sem tukaj že nekaj minut, ves čas samo kričiš, Henry, takoj nehaj. Moje telesne kamere so vklopljene? Samo sprosti se. Ne izboljšujete si položaja. Ena stran naenkrat. Ti, prosim, vrni se sem. Ne, glej. Nazaj sem. Nadaljuj. Ne, nadaljuj. Civkaj. Ajbi. Sedi na stoplice. Sedi. Sedi. Ja. Henry, zdaj.
Ja, obnaša se kot bedak. Nehaj, nisi prst. Ne verjamem, da si s, mislim, da si samo preveč pil in si nocoj sprejel slabe odločitve. Henry, hemaj, nehaj. Nehaj. Henry. Sovražen to početi ljudem, ki so kot mi in nosijo isto uniformo, kaj ne? Ko sprejemaš neumne odločitve, to je tisto, kar moramo narediti. Ne govoriš njej. Poslušaj, resno mislim, brat, sovražen to početi ljudem. Ali govorim ali ne? Ampak poskušam ti dopovedati. Ali govorim ali ne? Ali jebeno govorim ali ne? Hej, kar nadaljuj, bodi še glasnejši. Naj bom glasen. Izzivaš me, kot da govorim. Hej, kar daj me nazadnji sedeš avta. Gaj. Ne govorim. Hvala Bogu, lahko se sam pokrijem. Želiš, da ti izrahlam? Ne izgubi. Kaj ti pravim? Ti pravim, da ne izrahljam? Snemam ti uro. Ne rabim, da mi jebeno snameš uro. Ne moremo te tako odpeljati v zapor. Torej, ali naj? Ali potrebujem, da mi jo snameš? No, bom jo vseeno snel. Boš dvignil mojo levo roko. Pravkar si mi rekel, da tega nočeš. Pravkar sem rekel, da tega nočem. Jo boš zrahljal na moji levi roki. Torej, tega nočeš? Vidno ne, oba ne dotikata. Ali sem zato toliko hudo plačan? Imaš bejzbolske žoge, sediš po stran. Ne dotikaj se me, samo sedi se notr, stari. Poskušam se prepirati. Ne prepiram se. Samo sem. Vem, da si tako jezna, ampak to je tako nadležno. Sploh nisem jezen, ti samo ne. Obljubim ti, vem, da si jezna, ker se s tem ukvarja vsak dan, ampak to je res nadležno, prisežem pri Bogu. Daj mi svoj osebni dokument. Človek, ne šalimo se. Mislim, da je nocoj sprejel slabo odločitev zaradi preveč alkohola. Ampak ali lahko prosim to ugotovimo? Korak za korakom, najprej bom vzel tvoj osebni dokument. Karkoli želiš, ampak imam občutek, da je to res slaba odločitev. Ne vidim tvojega obraza, ker je v svetlobi. Lahko prosim sprejmeva odločitev glede tega. Zdaj. On gre v zapor. Ja, bodi tiho, človek. Poskušamo ugotoviti, kaj se dogaja. Jaz ne vem, kaj se dogaja. Kaj se dogaja? Na dopustu se hecaš. Sem na prisilnem dopustu. Za božjo voljo. To ni dobro. Ni dobro. Kaj sploh, rekel si, da si na prisilnem dopustu, torej, Jezus oče. Bil sem tukaj, poskušal sem ugotoviti, kaj se dogaja. Ugotoviti kaj? Ne vem, pravkar sem prišel, človek. Sam sediš v mojem avtu, veš. To je jebena šala, človek. Hočeš, da temu rečeš jebeni dopust? Prlo! Kaj za vraga? Dej no, prasica! Ne vem, Kristus. Jaz sem. Ano, policist, se hecaj z mano? Jaz sem resno stari. Vem, kaj za vraga je 1 inč. Me boš jebeno vozil naokoli kot kakšen bedak. Greš naprej na naslednjega. Ne, jebi se, stari. Se zajebavaš mano s tem. To je razlog, zakaj je policija velik jebeni problem. Zaradi tebe, bog, stari. Me boš vozil naokoli kot jebeni taksi. Se zajebavaš z mano. Ti si jebeno neverjeten krvavi jebeni policist. Ti si jebena šala, to si ti. Jaz sem jebeni otrok. Torej, ja, veš kaj. V redu, pritisni tisti jebeni gumb tam. Vidiš mojega, vidiš kje, jebeno resno. Se zajebavaš z mano. Odpri ta jebena vrata takoj in spravi me ven od tukaj. Ti si prekleti bedak, si jebeno prevelik in tvoja jebena mama, ti si jebeni luzer, ti si jebena ušesna mečica. Ti, gospod. Gospod, spravi me ven od tukaj. Pokliči jebeno narednika, sem. Jaz bom pri vratih, človek, jaz bom pri vratih. Mi lahko vsaj odgovoriš, kako ti je ime? Sem Vincent Ru, kak ti je ime? Vincent Ru, zakaj bi se pogovarjal s tabo? Ja. Da tvoje, kar je pač je. Dovolim. Dovoli mi, da slišim tvoje jebeno ime. Hočem jebeno igrat, jebeno igro, kjer je kot jebeni avto. Kakšno je tvoje jebeno ime? Odgovori mi, stari. Hej, povej mi svoje jebeno ime. Odgovori mi. Poglej me v jebeni obraz. Je strašljivo. Bom odgovoril na tvoje jebeno. Odpri ta jebena vrata takoj. Odpri jih. Odpri ta ti jebeni bedak. Odpri ta jebena vrata. Odpri jih. Odpri. Prekleti. Vrata. Ne bom rekel prekletega, ne. Vidim preklet problem. Bom imel problem.
Moj človek je dobil svojega očeta, tako da če bo šel, boš šli v zapor ali te boli. Porinil me je, porinil je Danja. V redu, torej, ali ti? Želiš vložiti obtožbo zaradi napada? Res ne želim vložiti obtožbe proti njemu, ne bom vam lagal. Ampak odločitev je res nedanja. Torej nisem kriv. Ampak, ko sem mu rekel, veš, tega nočeš narediti. Sranje, poklical bom policijo, malo se je umiril, ampak je šel na Danja. V redu, potem bom jaz. Torej mu samo povej vse, kaj se je zgodilo in jaz bom šel govoriti z njim, v redu? Odidi. Dani je prišel in je pobral, očitno. In sem šel noter, še vedno je lulal tam noter. Si ga videl? Videl sem ga tam noter, ja. Ampak sem mu rekel, ej stari, ljudje jemljajo led od tot, iz teh veder, za led. In se je priperil z mano, ali karkoli že. Začel je prihajati ven. Rekel sem mu, da mora oditi. Rekel je, grem skozi sprednja vrata. Jaz pa sem rekel, pojdi skozi sprednja vrata, ali pa skozi stranska, ali kakorkoli. On je rekel, grem, kamor se mi kurac zahoče. Jaz pa, v redu, kakorkoli stari, samo pojdi ven, brat. In se obrne, me porine, Dani pride, stopi bližje, porine Danija in jaz se postavim pred njega. Prijel sem ga za roko in za trebuh. Stari, ne počni tega zdaj, njegovo dekle kriči in podobno. Ne delaj tega, karkoli že. In začel je odhajati ven. Tako, potem ga je začel priklijati in podobno, mene pa je pustil pri miru. Ampak res je lulal v vedro za led. Mislim, Dani je poklical 911. Jaz tega nisem nameraval narediti in res nočem, da bi imel zaradi tega kakšne težave, kakšne velike težave. Ampak mislim, o tem je odločil Dani, veš, ker je Dani poklical. Ali je rekel še kaj drugega, naprimer, da ti bo kaj naredil ali kaj podobnega? Ne, Hali. Želi vložiti obtožbo za 38. Bom, v redu. In kako vam je ime po krstnem? Hoče se tako obnašati, brat, moral bi. Ja, Jermaine. Toni. Mislim, ni v redu, da lula v vedro za led. Mislim, včasih sem tudi jaz, Jane, definitivno ni v redu. Te to je tisto, kar potem posrečaš ljudem. Prav. Popolnoma razumem. Ja. V redu. Povej mi, kaj se je zgodilo? Kot sem rekel, tukaj sem pomočnik v baru. Samo polet sem šel nazaj. In vidim ga, kako lula, kako urinira v vedro za led. In jaz pa, kaj pa delaš? In pa kaj? Obnašal se je, kada ne dela nič narobe. Jaz pa, okej. Potem sem šel po varnostnika, šel sem po Jermaina tja. In potem je poskušal ga je pomiriti in rekel, pejt, tudi punca. On je bil, kada je pripravljen na pretetu. In on me je nekajkrat udrinil, njega je nekajkrat udrinil, verbalno me je preklinjal. Sam, ja, bilo je kot moj bog. Ja, moral je biti še na nečem drugem tudi. Ko pravite, da vas je verbalno preklinjal, se spomnite kakšnih posebnih izjav? Ja, kot naprimer, kaj je rekel, veste? Vem, kaj je rekel. Rekel je nekaj v smislu, da sem mali kreten, nekaj takega. Je bilo vse samo verbalno? Poskušal me je izzvati, da bi se stepil z njim ali kaj podobnega. Ampak njegove izjave niso bile v smislu, da te bom ubil ali kaj tacga. Ne, niso bile grožnje, ja. Ime mu je Kolbi, ja. To je nekajkrat porino. Je udaril s pestjo, no. Rekel mu je, uničil te bom, a ni to rekel, nekaj tacga. Ne, ni tega rekel, v redu. Obema rokama te je prijel, ja. Ona je to naredila z vso silo. Torej... Je udaril s pestjo ali kaj tacga? Ne, ni udaril s pestjo. V redu. In rekla ste, da želite podati prijavo? V redu, torej, ja, aretirali ga bomo zaradi tega. Seznanil vas bom s pravicami žrtve, zagotovo. V redu. In še vedno mu lahko izrečemo prepoved vstopa, da se ne vrne sem. Ja. In če se boste počutili bolj ogrožene ali boste mislili, da se spravlja na vas in se vrača zaradi vas, lahko greste na sodišče in vložite zahtevo za prepoved približevanja proti njemu. Take stvari. Samo da veste za take možnosti. Kapovski je aretiran in obtožen napada in motenja javnega reda in miru. Ob 18:40, 28. januarja 2024, policija iz St. Petersburga posreduje v trgovini na bencinski črpalki, kjer naj bi ženska, domnevno popolnoma gola in pijana, povzročala preplah. Policisti jo identificirajo kot 35-letno Celio Barrett. Jaz bom postala. Jaz ga, kaj? V redu, nekaj. V zaporu bi se imela bolje. Zaradi vas sem tako nesrečna. Bili ste nesrami. Ja. Ne moš me dotakniti, ne? Ne tukaj. Ne bom pustila, da to dobi. Tukaj sem. On tega ne bo dobil. Ja. Bil je nesramen.
Jaz sem Celia Barrett in sem prijazna oseba, ampak Jake se je nesramen in tega ne bo dobil. Tukaj sem, on ni iz severa. Našli smo več kot le nesramnost, kot bi jo morali imeti. Green. Obrazi Floride. Imate kaj za? Povedati? Kaj se je zgodilo, ko ste stopili tja? Ona, zaprli so vrata in ona tam samo stoji in se samo zadovoljuje. Ogabno, ja, torej. Veliko. Žrtev. Mi lahko poveste, kaj se je danes zgodilo? No, recimo, da sem imela slab božič in praznike, prišlo je do prepira med nami in zadnja 2 meseca in pol so me vsak dan zelo slabo obravnavali. Doživljala sem travmo, ko sem razmišljala o tem, kaj se je tukaj zgodilo. Tam niti ne vem, ja, na bencinski črpalki, niti ne vem, verjetno sem si to po nesreči naredila sama. In napila sem se in ne bi se smela napiti, ker sem vedela, da tega ne bi smela storiti, ker sem vedela, da se jim bom maščevala, ker so bili tako grozni do mene. In zaradi njih sem imela najbolj grozne božične praznike. Bili so tako kruti do mene, oprosti. Se spomniš, kaj si naredila, ko si šla v trgovino? Ja, mislim, samo spomnim se, kot da sem preprosto imela mrk. Koliko alkohola si danes popila? Približno 5 šotov. Ampak 5 šotov česa? alkohola in bom iskrena, spomnim se vsega, kar sem naredila. Malo sem, imela mrk, ker sem pila alkohol in ti ne bi povedala, če bi bila pod vplivom alkohola, ampak spomnim se, kaj sem naredila in sem brcala stvari. In samo veš, dobro se je počutila, da sem se sprostila, ker so bili tako slabi do mene, niso mi dali druge izbire, kot da to naredim. Oprosti, da moraš vse to gledati. V redu, brez skrbi. Hvala. Barrett je prejšnji dan kričal, da so mu prepovedali vstop v trgovino in so ga videli, kako je metal in uničeval izdelke. Kljub opozorilu, da bo aretirana, če se vrne, naj bi se naslednjo noč spet pojavila. Pridržali so jo in obtožili nedovoljenega vstopa ter kršenja javnega reda in miru.